Prijazno pozdravljeni gledalke in gledalci ob spremljanju sobotnega VTV magazina. Aktualne prispevke smo pripravili za vas, preverimo najprej napovednik. Na prvi letošnji redni seji se je v torek sestal svet mestne občine Velenje. Na dnevnem redu je bil tudi osnutek odloka o štipendijski shemi. Svet mestne občine Velenje se je tudi tokrat sestal v dvorani centra Nova zaradi prenove občinske sejne dvorane. 18. redna seja se je pričela z minuto molka v spomina prejšnji teden preminule rudarje v premogovniku Velenje. Po razširitvi dnevnega reda z 2 točkama so obravnavali 13 zadev. Med drugim so se seznanili s projekti digitalizacije v mestni občini Velenje. Slišali smo danes pri samem poročilu delovanja podjetja KOR o sami digitalizaciji in kako bo mestna kartica izgledala v naslednjih letih pri nas in kaj bo leta prinesla novega v korist občankam in pa občanom in seveda vsem tistim, ki bodo naše mesto obiskovali. Vsekakor gre za neko vrsto olajšanja postopkov in pa procesov znotraj naše občine, kar se tiče tudi javnih zavodov, potem lažje izposojevanje bisi, koles in pa seveda vseh ostalih procesov znotraj naše občine. Sledilo je poročilo o aktivnostih Centra za pravični prehod v letu 2024. In seveda se je pri tem tudi izrazila potreba ali pa želja potem, da župan s sklepom tudi imenuje odbor za nadzor nad samim delom v zvezi z prestrukturiranjem. Župan bo seveda povabil k sodelovanju v ta odbor različne deležnike in strokovnjake iz različnih področji, ravno zaradi tega, ker si želimo biti aktivni partner v procesu samega prestrukturiranja. O tem bomo seveda tudi več obveščali v prihodnje. Na torkovi seji so govorili tudi o ustvarjanju pogojev za stanovanjsko gradnjo. Postopki sprejemanja občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov so namreč zelo dolgotrajni. Želeli smo si predstavitve ravno zato, ker velikokrat živimo v zmoti in si mislimo, da je najlažje posaditi prvo lopato in zgraditi eno stanovanjski objekt z določeno število stanovanjskih enot, pa vendar temu ni tako. Ne samo, da je težava privabljanja investitorjev, temveč so ti postopki tako dolgo trajajoči, da enostavno potrebujemo 1 ali pa 2 mandata, da sprejmemo najprej občinske prostorske akte, nato podrobnejše prostorske akte. Seveda pa pri vsem tem moramo upoštevati veljavno zakonodajo, pridobiti vsa potrebna soglasja, soglasodajalcev in nazadnje potem še gradbeno dovoljenje. Vsi so se strinjali, da gre za predolge postopke. Da si želimo, da bi bilo to bistveno krajše in da bi bili veliko bolj učinkoviti tudi pri stanovanjski politiki. Četudi imamo že sprejetih 7 prostorskih načrtov za stanovanjsko gradnjo pri nas tukaj na mestni občini Velenje. Velenjski svetniki in svetnice so sprejeli tudi osnutek odloka o štipendijski shemi, ki bo nadomestil leta 2019 sprejeti odlok oziroma nadgradil sedanjo štipendijsko shemo. Še vedno se ohranjajo štipendije za namen štipendiranja v gospodarstvu in se seveda hkrati dodaja tudi štipendije za deficitarne poklice. Namreč na osnovi raziskave CRTI-ja, torej Centra za razvoj terciarnega izobraževanja, je bilo mož zaslediti, da so projekcije za prihodnost takšne, da nam bo začelo primanjkovati v naslednjih letih, ne samo v naslednjih letih, ampak že naslednje leto, kar nekaj zaposlenih na področju izobraževanja in pa šolstva. Zato smo želeli preventivno ravnati in tako spodbuditi vse, ki si želijo seveda usmeriti v te poklice, ravno zato, da jih ohranimo v naši
naši dolini, da jih ohranimo v šolstvu in da jih ohranimo v sistemu izobraževanja z načinom in spodbudo, da bodo imeli, bom rekla, štipendijo in tudi na nek način zagotovilo, da bodo zaposleni v javnem zavodu znotraj Mestne občine Velenje. Po osnutku odloka bi štipendija za dijake znašala 150 evrov mesečno, za študente pa 300. Kot predvidevajo občinski upravi, bo za financiranje štipendij po novo sprejetem odloku v letu 2026 potrebnih 93 440 evrov. Velenjski svetniki so tudi potrdili sklepa o uvrstitvi direktoric Festivala Velenje in Muzeja Velenje v plačni razred in izglasovali pozitivno mnenje k imenovanju magistra Aleksandra Vališarja za ravnatelja Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Župan Peter Dermol je seznanil, da je sklepom imenoval delovno skupino za obeležitev 150-letnice premogovništva v Velenju. Sklepom je župan imenoval tiste ljudi, ki jih lahko imenuje, torej znotraj delovanja občinske uprave, znotraj javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, in lahko povem, da bomo že v naslednjem tednu prvič sedli skupaj in seveda pozvali tudi vse ostale deležnike v prvi vrsti, a vsekakor premogovnik Velenje, ravno zaradi tega, ker si želimo zares z roko v roki delati skupen dogodek ob obeležitvi 150-letnice rudarstva v Šaleški dolini, hkrati in obenem pa tudi obeležiti in se pokloniti vsem žrtvam premogovniških nesreč v premogovniku Velenje, ne nazadnje tudi v ponedeljek preminulim Dejanu, Sandiju in pa Mitji. Poleg tega je svet Mestne občine Velenje na januarski seji določil višino nepovratnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Lastniki, katerih nepremičnine niso priključene na javno kanalizacijo, bodo lahko pridobili nepovratna sredstva v višini 1500 evrov na objekt. V letošnjem proračunu Mestne občine je za ta namen rezerviranih 20 000 evrov, kar bo omogočilo sofinanciranje 13 gospodinjstvom. V sredo so na 20. redni seji zasedali svetniki in svetnice sveta občine Šoštanj. Govorili so tudi o novem javnem zavodu, ki ga je ustanovila občina. Na tokratni seji so imeli 8 točk dnevnega reda. Najprej so sledila vprašanja in pobude svetnikov, zatem pa so se seznanili s programom dela v letu 2025. Kot vsako leto, bom rekel, bomo zagotovo zelo pridni. Nekaj je tistih zadev, s katerimi sledimo zakonodaji in predpisom, se pravi glede proračuna, glede zaključnega računa. Danes na prvi seji sprejemamo tudi prvo branje odloka o ustanovitvi novega zavoda in pa ostale aktivnosti skozi celo leto. Ni pa to program, ki bi bil, bom rekel, zabetoniran, ga bomo tudi prilagajali po potrebi, glede na to, da sem prepričan, pred nami je zopet eno pestro leto, predvsem kar se tiče nadaljevanja popoplavne obnove in pa seveda tudi ostalih investicij, ki nas čakajo, ki jih tudi ni malo. V Šoštanju bo deloval tudi nov javni zavod za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštanj. Pomembno je, da nekako se enako opredelimo do vseh teh področjih, da imajo enake možnosti, seveda, da jih sistemsko pokrijemo in nekako zagotovimo enake možnosti in pa tudi delovanje, pa seveda, da nekako tudi na ta način pokrijemo delovanje vseh teh področij in pa zagotovimo ustrezna sredstva, delovanje in pa tudi podporo. Hkrati je zaskrbljujoče, da mladi ne vidijo prihodnosti v Šaleški dolini, tudi zaradi padlih razpisov. Ne vem, v bistvu mogoče malo brez besed, ampak kljub vsemu je moja želja, da bi stvari bile transparentne, da bi
vse te zadeve oziroma sredstva, ki so namenjene za prestrukturiranje, dejansko šla v ta namen. Jaz moram reči, da sem bil presenečen nad vsemi temi zgodbami, ki so se odvile, pa pravzaprav tudi zelo razočaran. Nenazadnje je tudi od tega odvisno, a se bojo mladi vračali v našo dolino ali se ne bojo, in absolutno nedopustno, da je karkoli tukaj v tej zgodbi, kar ne bi šlo v pravo smer oziroma kakršnekoli mahinacije, in jaz si sam želim, da pristojni organi preiščejo zadevo, ugotovijo. Je pa res, da zgubljamo čas, ki ga pa nimamo veliko, čas mineva, meseci, leta, in bomo mogli biti vsi tukaj zelo zavzeti in pridni, da bomo to dobo prestrukturiranja uspešno izpeljali in tudi zaključili, in vse to, kar se dogaja, je zame osebno nedopustno. Župan je izpostavil, da bo občina Šoštanj naredila vse, da se mladi po študiju vrnejo v domači kraj. Če se mladi ne vidijo v tem okolju, je to zaskrbljujoče in naša naloga je, da to poskušamo izboljšati. Jaz sem prepričan, da je želja vseh županov v Saša regiji, da bi mladi se čim bolj počutili v tem okolju, da bi bili pripravljeni tukaj ostajati, da bi bili pripravljeni si tukaj ustvarjati družine, da bi se pripravljeni bili vračati po študiju tudi nazaj v dolino. Seveda, naša naloga pa je, da jim omogočimo ustrezne pogoje, da bojo radi prihajali in pa seveda, da bojo imeli tudi ustrezna delovna mesta. Svetniki so se seznanili tudi z letnim programom športa. Občina Šoštanj je občina športa, smo ponosni na vse klube, dobro delajo z mladimi, tudi zato povečujemo sredstva za sofinanciranje športa iz 165 tisoč na 205 tisoč evrov, za 40 tisoč evrov. Jaz sem prepričan, da je športna dejavnost v eni lokalni skupnosti oziroma v naši občini je dodana vrednost, predvsem pa me veseli to, da res vsi klubi imajo zelo velik podmladek. Že če pogledamo nogometni klub Šoštanj, čez 250 otrok, in poleg tega, da sofinanciramo šport, imamo kar nekaj sredstev planiranih za vlaganje v športno infrastrukturo. Seveda največji projekt, ki ga pa zdaj začenjamo, v kratkem bomo objavili razpis, je pa izgradnja novega športnega parka Podvile Široko. To bo tak kompleks z dvema velikima igriščema za nogomet, z umetno travo, z naravno travo, malo igrišče z umetno travo, potem pa tudi spremljajoči objekt s tribunami, z garderobami, vsemi spremljevalnimi prostori, tudi z lokalom, s hišniškim stanovanjem in pa kompleks ostalih igrišč, tenis, pedel, beach volley, košarka in tako dalje, in tudi za otroke bo en kotiček namenjen. Okrog bo seveda tudi ta kompleks ozelenjen, ga prijavljamo tudi v dogovor za razvoj regije pod zelene površine, tako da bo to, sem prepričan, en prostor, kjer se bojo tako mladi kot starejši družili, rekreirali, trenirali, udejstvovali športom, in se veselim tega projekta in te zgodbe. Na dnevnem redu so imeli še predstavitev delovanja Razvojne agencije Saša in aktivnosti Centra za pravični prehod Saša. Ob koncu seje je sledilo še poročilo o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šoštanj za leto 2024. Mi smo v našem mandatu povečali sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav iz 1500 na 2000. Lani sicer so samo 4 dali vlogo, ampak kljub samo imeli smo zagotovljenih 20 tisoč evrov sredstev in tudi v tem letu bomo imeli. Nam je pa želja, da kljub samo, da imamo zelo dobro urejeno občino na tem komunalnem področju, so še pa posamezna območja, ki nimajo čistilnih naprav, in je želja, da to uredimo in tudi na tak način spodbujamo občanke in občani, da si uredijo te zadeve, in bomo spodbujali tudi v nadaljevanju. So pa svetniki in svetnice sveta občine Šoštanj sejo začeli z minuto molka v spomin na 3 rodarje, žrtve tragične nesreče v premogovniku Velenje 20. januarja letos.
Svet mestne občine Slovenj Gradec je v sredo zasedal na 24. redni seji. Med drugim je obravnaval in potrdil predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v mestni občini Slovenj Gradec ter določil nove cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec. Na začetku seje so brez razprave potrdili pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, pa tudi osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec. Ker zavod upravlja z bazenskim kompleksom Akvalacijo, so v odlok dodali 3 nove dejavnosti. Svet pa je odlok potrdil po skrajšanem postopku. Soglasno je bil potrjen tudi odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v mestni občini Slovenj Gradec, na osnovi katerega bodo razpisali koncesijo za 1,5 tima na področju zobozdravstva odraslih. Zaznali smo veliko vrzel na področju zobozdravstvenega varstva v naši primarni dejavnosti, v našem zdravstvenem domu, ker nekaj pacientov je dejansko brez zobozdravnika. Imamo celo informacijo, da bodo določeni koncesionarji tudi v letošnji pomladi vrnili koncesijo, saj odhajajo v pokoj, in seveda smo povprašali zavarovalnico in pa pristojno ministrstvo o smotrnosti in pa se pravi pogojih za podelitev tovrstne koncesije. Dobili smo seveda takoj potrjeno, da je Slovenj Gradec upravičen do 1,5 koncesije. Seveda iščemo tudi zobozdravnike za javno službo, se pravi za zaposlitev v zdravstvenem domu. Dogovarjamo se z 2 zobozdravnikama, ki naj bi po zadnjih informacijah celo prišla nekje v spomladanskem času v javno službo. Kljub temu bodo razpisali tudi koncesijo. Razmišljali bomo pa celo v prihodnje tudi še o podelitvi ene koncesije, ukolikor bo seveda ta koncesija nam res v spomladanskem času vrnjena. S tem mislim, da bomo naredili kar velik korak naprej, predvsem v varnosti primarnega zdravstva naših pacientov in pacientov, da bodo lahko vsi Slovenjgračanke in pa Slovenjgračani prišli do svojega osebnega zobozdravnika dejansko tu v svoji občini. Med drugim so svetnice in svetniki potrdili odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Slovenj Gradec. Gre za ulico v nastajajočem novem naselju, ki so jo na predlog prebivalcev imenovali ulica Jožeta Potočnika. Zatem so prisluhnili predsednici nadzornega odbora Suzani Mlakar, ki je predstavila 5 končnih poročil o nadzoru, pri nobenem pa niso zaznali nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Na dnevnem redu pa je bila tudi ena najbolj nepriljubljenih zadev, sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec. Cene vseh programov se namreč zvišujejo za okoli 11%. Do te podražitve je prišlo, vsi vemo, zaradi nove plačne zakonodaje, ki je začela veljati z letošnjim letom, kajti vsem javnim uslužbencem se plače povišujejo, zvišujejo in seveda tudi vzgojiteljicam v vrtcu. In ta vrzel v proračunu, kolikor ne bi dvignili tovrstnih cen storitev tudi za starše, bi bila 520 000 evrov za našo mestno občino. V ceni pa participiramo 3, se pravi starši, občinska uprava in pa tudi ministrstvo. Mestna občina Slovenj Gradec, ki skupaj so ustanoviteljico zavoda občino Mislinja pokriva najvišji delež cene, bo morala zaradi novih cen v letošnjem proračunu zagotoviti dodatnih skoraj 158 000 evrov. Na ta način bo vrtec posloval s pozitivno ničlo. Seveda nismo pa želeli ob teh višjih stroških zniževati standarda, ki ga imamo v naših vrtcih, kajti lahko bi znižali standard za naše otroke. To pomeni, da ne bi imeli več brezplačnih plenic, ne bi imeli več poučevanja tujih jezikov, mogoče kakšno spremstvo odpovedali, kar pa mislim, da seveda ne sme ta cena vplivati na samo kvaliteto storitev, kajti naši vrtci res ponujajo en visok standard in tega standarda se bomo držali tudi v prihodnje. Na seji so se svetnice in svetniki med drugim seznanili z letošnjimi prejemniki Bernekerjevih priznanj. Plakete bodo prejeli ženska vokalna skupina Nova Slovenj Gradec, društvo Svinj Gradec in Andrej Švab. Bernekerjevo nagrado pa Janja Kresnik iz Legna. V četrtek je župan občine Rogaška Slatina magister Branko Kidrič podpisal pogodbo z izvajalcem gradnje objekta Arena Janina. Ob tem je predstavil tudi druge večje letošnje investicije.
Leto 2025 bo v občini Rogaška Slatina ponovno zaznamovano z mnogimi projekti, med njimi je 10 večjih. Kot je povedal župan magister Branko Kidrič, letošnji proračun občine Rogaška Slatina znaša 17 milijonov evrov, od tega je 44% oziroma 7,5 milijonov namenjenih investicijskim odhodkom in transferjem. Med največjimi investicijami so 1,1 milijona evrov vreden projekt gradnje 4300 metrov kanalizacije v naseljih Spodnje Sečovo in Tuncovec. Na 6 javnih objektov bodo postavili sončne elektrarne, v Žiberniku pa uredili pasji park. Kar nekaj lokacij smo v preteklih letih proučili in se odločili, da lociramo ta objekt ali pa ta prostor bližino največjega strnjenega naselja v naši občini, v naselje Žibernik. Zato bomo v sklopu te investicije zagotovili prostor približno 450 kvadratnih metrov, ga ustrezno opremili za te živali, zraven pa zgradili še 22 parkirnih mest, ki bodo lahko služila ne le za obiskovalce tega pasjega parka, ampak tudi za stanovalce v bližjih večstanovanjskih objektih. Objekt je ocenjen na 120 tisoč evrov, pričakujemo pa ali pa nadejamo se, da bi 88 tisoč evrov uspeli pridobiti iz razpisa preko tako imenovanega sistema LAS ali pa iz naslova CLLD-ja. Četrti večji projekt je komunalna oprema zemljišča za stanovanjsko gradnjo ob Soteljski cesti v bližini športnega centra, kjer je predvidena gradnja 4 novih stanovanjskih objektov, v vsakem bo 16 stanovanj. Načrtujemo, da bi ta objekt realizirali skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, preostale 3 pa bi zemljišča prodali na trgu za izgradnjo tržnih najemnih stanovanj. Za ta projekt namenjamo v letošnjem letu za komunalno opremo približno pol milijona evrov. Gre za dokaj zahtevno območje glede na zahteve soglasodajalcev, ne le za komunalno infrastrukturo ali pa cestno infrastrukturo, predvsem je hidromorfološka študija pokazala, da moramo na novo regulirati približno 200 metrov potoka, ki ga danes v naravi nikjer ni, ampak je baje na enih kartah iz preteklosti zarisan, vendar pa to so pogoji, stane pa to približno 300 tisoč evrov. V okviru projekta Zelene povezave v Obsotelju bodo na območju Bobrovega centra uredili park Nimno. Ocenjena vrednost je 300 tisoč evrov, največji projekt v tem mandatu pa bo po besedah župana letno kopališče v športnem centru. Vrednost tega projekta je ocenjena na 2,5 milijona evrov, želijo pa ga uresničiti do poletja 2026. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je že odobrilo 1 milijon evrov sofinanciranja, 1,4 milijona bo sredstev iz naslova iger na srečo. Glavne vsebine te investicije so plavalni bazen velikosti 20x25 metrov, potem je otroški bazen 8x8 metrov in pa za tiste najmlajše okrogli bazen premera 8 metrov, globine 30 centimetrov. Zraven tega bi zgradili še spremljajoče objekte, večnamenski objekt približno kvadrature 400 kvadratnih metrov. Si želimo, da bi ta investicija doprinesla k izboljšanju vsebin, ki jih si mladi predvsem želijo. V letošnjem letu se bodo v občini Rogaška Slatina lotili tudi širitve pokopališča Sveta Trojica pri Rogaški Slatini, zgradili pump track v Kostrivnici, modernizirali 5 cestnih odsekov, poleg asfaltiran prek krajevnih skupnosti in zaključili izdelavo nove občinske celostne prometne infrastrukture. S podpisom pogodbe z izvajalcem pa se je pričel še en pomemben projekt, to je gradnja arene Janina. Na razpisu je bil izbran izvajalec družba Gradnje Tadina. Pogodbo v vrednosti 1,20 tisoč evrov je župan podpisal z direktorjem Alešem Tadino. Celotna vrednost projekta je 1,126 tisoč evrov z DDV, od tega bodo 95 tisoč evrov prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Novogradnja pritličnega objekta bruto tlorisne površine 389 kvadratnih metrov je načrtovana na manjšem delu obstoječe asfaltne ploščadi, na večjem delu pa bo parkirišče s 45 parkirnimi mesti. Občina Rogaška Slatina s tem projektom uresničuje 3 cilje. Prvi je ta, da želimo sanirati degradirano območje,
ki je v centru mesta poleg preostalega dela starega mizarstva še edino takšno, ki je 40 let v bistvu neurejeno, še iz časov enotnega zdravilišča Rogaška, ki je bilo lastnik tega območja. Drugi cilj je, da želimo zagotoviti boljše pogoje za delo smučarskega kluba, kajti ti entuzijasti že vrsto let se trudijo pripraviti, verjamem, da veste, relativno malo smučarskih dni, pa vendar so pripravljeni se vsako leto angažirati in to je dodana vrednost, to smučišče, predvsem za šoloobvezne otroke v neposredni bližini centra mesta. In še tretji cilj, ki ga zasledujemo, je, da bi zagotovili večji prireditven prostor za različne organizatorje. Evropska ploščad, kjer so se zdaj odvijale prireditve, se je pokazala za nekatere večje dogodke premajhna. Tu gre tam 500 do 600 obiskovalcev, brez da seveda gredo v zdraviliški park in je to območje dokaj zapleteno z organizacijo zaradi zaščite zelenic. Prostor ob areni Janina bo lahko sprejel okoli 1000 obiskovalcev. Gradnja se pričenja takoj po podpisu pogodbe, končana pa bo predvidoma letos jeseni. Bolnišnica Topolšica je v četrtek uradno prevzela certifikat ISO 7101-2023. Ob tej priložnosti so predstavili sistem vodenja kakovosti v bolnišnici. Bolnišnica Topolšica že dolgo posveča posebno pozornost sistemu kakovosti, nov pomemben mejnik pa je dosegla s pridobitvijo certifikata ISO 7101. Ob uradnem prevzemu certifikata so v sejni sobi pripravili priložnostno slovesnost z nagovori direktorice bolnišnice magistre Darje Kramar, predsednika sveta zavoda Francija Lenarta in predstavnice vodstva za kakovost magistrice Brigite Putar. Predstavili so nekaj primerov dobrih praks, nato pa je direktor družbe Bureau Veritas Marko Koren direktorici bolnišnice izročil certifikat. Pridobitev certifikata je za bolnišnico Topolšica izrednega pomena, ker kakovost uvajamo v bolnišnico že kar nekaj let, spravi že skozi celo desetletje, in pridobitev certifikata ISO 7101 kot certifikata, ki je usmerjen bolj v zdravstvo, seveda za nas pomeni eno veliko potrditev, da je pot, ki smo se začrtali, prava in da pravzaprav delamo stvari na prav način. Seveda smo pa istočasno tudi zelo ponosni, kajti to je certifikat, ki smo ga v Sloveniji kot prva zdravstvena ustanova pridobili prvi. Zdaj ta standard 7101 je v bistvu, gre za zdravstveni standard, je dokaj podobno ostalim akreditacijskim in drugim. Prednost je pa v tem, da je usmerjen v trajnostni razvoj, potem na področju pacientov, se pravi, je zelo osredotočen na njihovo počutje, na sočutje zaposlenih do pacientov, potem na njihove dostojanstvenost, na pravičnost, veliko je tega poudarka znotraj standarda. Usmerja se tudi v paliativno obravnavo. Potem recimo ena taka stvar, ki drugi nimajo toliko postavljene standardi, je varnost in zdravje pri delu, v bistvu za zaposlene. Veliko ima zahtev za področje varnosti, pa to, ko sem rekla, trajnostni razvoj, da gremo, da v bistvu bolj uporabljamo zeleno tehnologijo, zelene ravnanje z odpadki na pravilen način, ekološki otoki, pa take zadeve. In kdo vse je odgovoren za uresničitev zahtev standardov kakovosti? Zdaj, mi smo recimo majhna bolnišnica, zaposlenih nas je 240, ampak imamo v bistvu usposobljenih, rečemo mi notranjih presojevalcev, pa usposobljenih zaposlenih, da poznajo standard in znajo delati, jih je okoli 40. Tako da v bistvu največ se tukaj vpleteni vodje vseh enot, pa določeni zaposleni, ki imajo določena področja čez. Seveda pa morajo za kakovost skrbeti vsi zaposleni.
Ja, moram reči, da so vsako obdobje bolj zmotivirani, bolj pripravljeni sodelovanju, verjetno zaradi tega, ker so že tiste prve trenutke, prve zagate prešli, poznajo način delovanja in so tudi pripravljeni pomagati, da zdaj ni potrebno toliko jih v bistvu ne spraševati ali pa jih opozarjati, prositi, če so pripravljeni sodelovati. To se je tudi danes videlo pri tej podelitvi, koliko se jih je udeležilo, pa tiste njihove iskrice v očeh, kako so zadovoljni, da so del tega. S tem prispevkom gledalke in gledalci zaključujemo tokratni sobotni VTV magazin. Miren vikend in srečno do torka.